takole, tudi meni, se slišimo, se ne slišimo? Takole. Tudi meni bo nekako lažje šlo takole z mikrofonom, ker sem navajena se gibati. Spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Res si štejem v veliko čast, da danes smem tukaj povedati, predstaviti nekaj besed o vodenju kolektiva naše šole, glede na to, da so danes tukaj z nami tudi številni ravnatelji, od katerih se jaz učim, zdaj že 8. leto, sicer pa sem 27 let profesorica slovenščine in nemščine na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije. Zdaj torej prihajamo na slovensko realnost. Danes smo veliko slišali o različnih stvareh, mi smo ena izmed številnih slovenskih poklicnih in strokovnih šol, se pravi, ki imamo različne izzive sodobnega časa, smo največja šola šolskega centra Celje, letos 979 dijakov in dijakinj, seveda izobražujemo v 9 programih za 7 različnih poklicev in v tem šolskem letu imamo 108 dijakov za odločbo o usmeritvi. Zraven poteka pouk še na 2 lokacijah. Zakaj to govorim? To govorim zato, ker je to naša realnost. To živimo in ta naša različnost, ki je pri nas vezana na različne programe, od nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega in srednjega strokovnega izobraževanja, je hkrati naša velika priložnost in seveda tudi prednost. Priložnost za učenje in za sodelovanje. In seveda danes je bilo veliko govora o vodenju, o viziji, o jasni viziji, veliko je bilo govora o kakovosti, o sistemu, o strateškem vodenju. In prva stvar, ki jo želim izpostaviti kot vodja, kot ravnateljica, torej šole, ki je zelo raznobarvna, je, da imamo na šoli jasno vizijo, ki je usmerjena v prihodnost. In seveda pri vodenju torej sledimo našim lastnim zgledom. Sama sem se kot ravnateljica odločila, da bom šolo vodila z zgledom in sem si zadala, ko sem se to odločila, zelo veliko nalogo. Trudim se, ampak sem samo človek s plusi in minusi in seveda, ker iskreno verjamem v to, kar počnem kot ravnateljica, v to, kar počnemo tudi moji kolegi skupaj z dijaki, starši, delodajalci, širšim okoljem, potem nekako tudi se lahko lotevamo morda kakšnega odmevnejšega projekta več. Skratka, imamo jasno vizijo, usmerjeni smo v odličnost in to vizijo smo mi postavili, veste, že pred leti. Ampak kaj je razlika? Tisto, kar je bilo pred leti in to, kar je danes. Razlika je v tem, da to vizijo mi danes živimo, da to vizijo mi danes poznamo vsi in jo živimo. In da ta naša vizija, ki je usmerjena v odličnost, se pravi, je odraz naše ambicioznosti, je odraz naše ustvarjalnosti, naše inovativnosti in seveda tudi etičnosti. In ko govorimo o odličnosti, se mi zdi, da je Aristotelova definicija odličnosti krasna. Se pravi, odličnost ni enkratno dejanje, ampak je navada. In k temu stremimo in seveda k temu se trudimo, torej pri nas na šoli živeti, se učiti in tudi našo mladino poučevati. In seveda, ko govorimo o spodbudnem in inovativnem okolju, ne moremo mimo sistema kakovosti. O kakovosti poslušamo že leta in leta. Sama sem bila vpeta v začetke postavljanja sistema na naši šoli leta 2005. In skozi angažiranje in pa skozi to, da vidimo smisel v našem delovanju, smo danes mi razvili nek sistem, ki je naš interni sistem, seveda, ki temelji na nacionalnih in pa evropskih usmeritvah. In kaj je ta naš sistem pomeni? Pomeni samo to, da smo usmerjeni da smo razvojno naravnani, da smo usmerjeni v nenehne izboljšave, da je sodelovanje ključ. O timskem delu smo danes že poslušali pri naših kolegih Nemcih.
da je seveda vključujemo različne deležnike, mi to vsi počnemo, jaz vem, nič novega. Ampak pri nas morda se načrtno odločili za večje vključevanje tudi staršev, a veste, pa je to malo spolzek teren, izkazalo se je, da je to krasna priložnost tudi za delo. Vključevanje seveda dijakov, vključevanje delodajalcev, širšega okolja, predvsem pa učiteljev. In seveda kakovost je proces in kakovost in naše delo ni samo stvar odgovornosti ravnateljice, ampak nas vseh. In seveda, ko smo letos pripravljali nov razvojni načrt, to je že naš 4. razvojni načrt, pri nas načrtujemo za 5 let, smo si postavili ne glede na projekt modernizacijo, ki nam bo seveda zdaj pomagal neke stvari spraviti v sistem, smo se vprašali 3 ključna, nekako smo debatirali o 3 ključnih področjih, izhodiščih. Torej, o učnem izidu, ja, vemo, v kakšnem času smo. Debatirali smo o tem, kaj želimo, kakšne kompetence morajo imeti naši dijaki, ko bodo zaključili izobraževanje. Potem smo seveda govorili o tem, vemo, kakšne so izzivi 21. stoletja. Ja, kakšno okolje moramo pripraviti za to, da bomo lahko te dijake pripravili na te izzive 21. stoletja. In seveda, šola raste in pade z učiteljem. Učitelj je postavljen nekako v središče razvoja izobraževanja. Zelo pomembna vloga pri tem je seveda vezana tudi na učitelje. Kakšni pa smo učitelji, kakšne kompetence imamo, kakšne kompetence potrebujemo in seveda kakšno podporo potrebujemo pri tem, da bomo tudi učitelji nekako seveda kreirali to našo zgodbo v drugačnih, uspremeljenih okoliščinah. Danes smo že večkrat slišali, da se spreminja tudi vloga učitelja, da od tiste tradicionalne vloge, da skoraj da ni več in da učitelj vedno bolj postaja, se pravi, mentor. In tako pri nas, tako kot pri naših gostih Nemcih, stavimo na time. In tudi to je način našega delovanja, ki se je skozi leta postavil. In mi se danes več ne sprašujemo, zakaj bomo to počeli, zato ker vemo, da zato ker ima smisel, zato ker vemo, da bomo v sodelovanju lahko napredovali in bomo boljši. In imamo, tako kot vsi, se pravi, formalne time, sama jim pravim formalni timi, ker to so strokovni organi, ki jih vsi poznamo, ampak tisto, kar pa daje dodano vrednost naši šoli, pa so ti naši tako imenovani neformalni timi. Namreč pri nas imamo 9 tako imenovanih neformalnih timov, ki pokrivajo tudi naših 9 strateških področij razvoja šole. In ti timi so tukaj navedeni. Vsak tim ima svojega vodjo in vsak tim je zadolžen za to, da vsako šolsko leto pripravi v seveda sodelovanju s celotnim učiteljskim zborom, glede na to, da določimo vedno prioritete izboljšav, da pripravi svoje ukrepe izboljšav. In seveda srečujemo se enkrat mesečno in tu si mi postavljamo stvari, a veste, ne delamo stvari zato, ker drugi to od nas zahtevajo, ampak zato, ker vidimo v stvareh korist. In seveda je rezultat tega, da pri nas stavimo na šolsko bogato, ali pa tako bom rekla, da stavimo na to, da res ponudimo dijakom številne priložnosti za učenje. In da je to tisto, kar povzroča spodbudno okolje. In to so naši šolski projekti, ki so skozi leto postali del našega kurikula. Teh stvari ne počnemo ob pouku, to je del našega življenja, smo jih vkomponirali, stojijo. Kodeks je naša etičnost. Vsako leto podpišemo kodeks na Starem gradu, prvi letniki, v Zlato knjigo vpišemo naše najboljše dijake. Skratka, imamo tudi projekt Sinergija edukacije in gospodarstva, kjer imamo razdelane, se pravi, dejavnosti, ki skozi leto pridejo. Skratka, v tem šolskem letu smo ponudili dijakom 69 interesnih dejavnosti proste izbire. Pa tu ne govorimo o ekskurzijah, tudi ekskurzije so del tega, ampak smo rekli, ne, imamo veliko motiviranih dijakov, veliko dijakov, ki se želijo naučiti več. Ponudimo jim, se pravi, takšne vsebine, ki jih bodo zanimale, vezane na njihovo stroko in seveda jim potem olajšale bodisi prehod na trg dela ali pa tudi na študij.
Tako da seveda naša šolska projektna dejavnost, nekaj morda še samo takole utrinkov z naših prireditev številnih. Naprimer, naši dijaki so v okviru raziskovalne naloge razvili projekt, smo ga zdaj poimenovali blagovna znamka SMM, imamo medice, imamo strojnike in imamo mehatronike. In ko smo mi se začeli zavedati, kaj imamo s vsemi tremi stvarmi in smo začeli sodelovati, ker veste, da medijska tehnika pa strojnik na prvi pogled nimata veliko skupnega. Ampak, ko smo mi začeli spoznavati prednosti in se povezovati, so nastali res odmevni projekti in morda bi še to izpostavila, ker smo vendarle strokovna in poklicna šola, pripravljamo v osnovi za trg dela, bi izpostavila to, da imamo pri nas v odprtem kurikulu projektno delo v stroki in projektno delo v poklicu. In znotraj teh modulov se mi lotevamo realnih projektov in znotraj teh modulov imamo še več možnosti za sodelovanje z gospodarstvom. Seveda in znotraj tega poteka tudi večjem delu diferenciacija, učna diferenciacija, tudi individualizacija. Pri nas je raziskovalno delo vsakdanji del, se pravi, našega pouka in na ta način načrtno spodbujamo in krepijemo, razvijamo inovativnost in tudi okolje nas pri tem prepoznava in morda kot projekt, ki res morda presega, to je en primer prakse, ampak ta praksa je imela za naše dijake neprecenljivo vrednost, je na primer snemanje drugega celovečernega mladinskega filma Šepet Metulja, na katerega smo zelo ponosni. Zelo ponosni smo na naše robotkarje, ki so v tem šolskem oziroma leta 2024 prvi na svetu se pravi v kategoriji reševalnih robotov, da seveda krepimo našo odličnost tudi z udejstvovanjem na SLO-skillsu in EUROskillsu se bomo letos tretjič udeležili, da nas tudi naša gospodarska zbornica prepoznava kot partnerja. Skratka, šola raste in pade z učiteljem in učitelji si zaslužijo veliko pozornosti in ne sme nam biti mar, kdo bo učitelj, zato ker od učiteljev je odvisno, kakšno izobraževanje bomo imeli. In danes smo že slišali določene pobude in sama kot ravnateljica se res trudim za svoj kolektiv in zdaj bo konec, tudi z moje strani, tako je, se trudim za svoj kolektiv, da omogočam priložnosti za njihovo rast, da jih spodbujam napredovanju, k skupnemu učenju in pa sodelovanju. In danes ste z nami, tukaj smo tudi številni drugi ravnatelji in ne pozabimo, da so slovenske poklicne in strokovne šole zelo kakovostne tudi zaradi ravnateljev in da se sama večkrat vprašam, kaj je tisto, kar me žene na tem mestu in potem imam eno tako, veste, eno tako besedno zvezo, blažena nerazumnost. Je tisto, zdaj pa če grem na resno, to nekako, da vztrajam na tem mestu, zato ker imam skupaj s svojimi sodelavci več priložnosti in možnosti, da naredimo nekaj dobrega za naše mlade, ki so postavljeni v svet, v katerem jim ni enostavno. Hvala lepa.